Dober dan, lepo pozdravljeni. Seveda najprej pozdravljam današnje goste in pa seveda današnje poslušalce. Še posebej smo veseli, da so tukaj mladi učenke in učenci iz Osnovne šole Trebnje. Hvala, da ste prišli in upamo seveda, da boste o Španiji izvedeli v teh nekaj minutah kar nekaj zanimivosti. Dovolite pa mi, da najprej seveda predstavim današnje goste. Z nami so akademik profesor dr. Peter Vodopivec, ki je tudi urednik zbirke Zgodovine držav. In to je zbirka, ki jo Slovenska matica že kar nekaj let izdaja. Izdali smo že kar nekaj knjig, recimo nazadnje, zgodovino Benetk, beneško zgodovino. No, z nami je tudi drugi urednik zbirke Zgodovine držav, to je docent dr. Marko Štuhec, lepo pozdravljeni, ki predava zgodovino na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani. In zdaj se obračam na zgodovinske, na špansko stran. Lepo pozdravljeni, najprej dama, gospa Marija Uršula Geršak, ki je lektorica na oddelku za romanske jezike Filozofske fakultete v Ljubljani. Tam je seveda hispanistika in vi ste lektorica za španski jezik. Lepo pozdravljeni. In z nami je tudi docent dr. Alejandro Rodríguez Díaz del Real, upam, da sem pravilno izgovorila, ki je prav tako profesor na oddelku za romanske jezike in književnosti, prav tako za področje španske književnosti in jezika. Lepo pozdravljeni torej vsi gosti. Dovolite pa mi, da najprej čisto na kratko vam seveda predstavim tudi našo založbo. Knjiga Španska zgodovina, ki jo bomo danes predstavljali in ki bo v kratkem izšla, zato jo lahko, imamo letake, dobite že po ugodni ceni v prednaročilu. To knjigo izdaja Slovenska matica. Slovenska matica je druga najstarejša slovenska založba. Bila je ustanovljena že pred skoraj 160 leti, leta 1864. In zakaj je bila ustanovljena? Če se spomnite tistih časov iz zgodovine, seveda Slovenci takrat niso imeli učbenikov v slovenskem jeziku, niso imeli svoje univerze, niso imeli akademije znanosti in umetnosti. Hodili so študirati kam? Na Dunaj. In zato seveda so slovenski rojaki, znanstveniki, ugledni Slovenci, kot Janez Blajvajs, za njega ste recimo že slišali, pa Anton Martin Slomšek in drugi, dali pobudo, da se mora ustanoviti založba, ki bo izdajala knjige v slovenskem jeziku, ki bo razvijala slovenski znanstveni jezik, ki bo izdajala tudi slovenske učbenike in na tak način ohranjala ta naš dragoceni jezik. No in tako je cesar na Dunaju leta 1864 le dovolil, da se ustanovi Slovenska matica in je prispeval tudi 500 goldinarjev, da začne ta naša stavba delovati, ustanova. Danes Slovenska matica domuje v samem središču Ljubljane. Če boste šli na Kongresni trg, se ozrite na hišo čisto zraven Slovenske filharmonije in boste videli velik napis Slovenska matica. Tam domujemo in tam še naprej izdajamo knjige, tako uglednih slovenskih znanstvenikov, seveda tudi pisateljev. Zelo dolgo je bil recimo urednik na Slovenski matici, skoraj 35 let, znan pisatelj, ugledni slovenski pisatelj Drago Jančar. No, toliko za uvod, da boste vedeli, katera založba danes predstavlja svojo knjigo. Zdaj pa predajam besedo
akademiku profesorju dr. Petru Vodopivcu, ki bo predstavil zbirko zgodovine držav. Namreč, kot smo rekli, izdajamo knjige, v katerih je prikazana celovita zgodovina posamezne države. Izvolite, pa nam predstavite, prosim, tudi zbirko. Hvala lepa. Ta španska zgodovina, oziroma ne vem, ali se bomo odločili za naslov španska zgodovina, zgodovina Španije, to se lahko še dogovorimo, kaj bi bilo bolj ustrezno. Je 9. knjiga zbirke Zgodovina držav in narodov, ki jo je začela pred 17 leti, leta 2005, izdajati Slovenska matica. 7 do sedaj izdanih knjig zbirke obravnava zgodovino držav in narodov v naši neposredni ali nekoliko bolj oddaljeni bližini. To je, izdali smo slovaško zgodovino, madžarsko zgodovino, hrvaško, srbsko, italijansko, avstrijsko zgodovino in zgodovino Beneške republike. Za zgodovino Kitajske slovenskega sinologa Mitja Sajeta, ki smo jo izdali leta 2015, pa smo obrnili pogled še precej dlje k tej azijski velikanki. Vse te doslej izdane knjige so zaokroženi, berljivi in širšemu krogu bralcev namenjeni zgodovinski prikazi, ki predstavljajo zgodovino teh narodov od najzgodnejših zgodovinskih obdobij in njihovo državno zgodovino od nastanka njihovih najbolj zgodnih državnih okvirov do sodobnega časa. Naša prodajno največja uspešnica do zdaj pa je bila zgodovina Italije, francoskega zgodovinarja italijanskega porekla Piera Milce. Že ko smo izdali zgodovino Italije, smo začeli razmišljati tudi o prevodu in izdaji zgodovine Španije. Se zgodovine Španije oziroma španske zgodovine v slovenskem jeziku prav tako še nimamo. Prvo in zaradi številnih sintetičnih risov španske zgodovine na knjižnem trgu, seveda ne prav lahko vprašanje, pred katerim smo se znašli, bilo vprašanje, katerega teh zgodovinskih orisov sploh prevesti. Možnosti je bilo veliko, saj je v španski zgodovini odmevno in zelo zanimivo so pisali številni ugledni ameriški, angleški, francoski in nemški zgodovinarji. Že leta 2003 pa je pregledno in dinamično napisano sintezo zgodovine Španije, od Altamire do sodobnega časa napisal in izdal tudi srbski zgodovinar Nikola Samardžić. Toda uredniki te zbirke Slovenske matice smo želeli zlasti, ker bo zgodovina Španije v naši zbirki, kot rečeno, sploh prvi oris španske zgodovine v slovenskem jeziku, izdati pregled španske zgodovine izpod peresa španskega zgodovinarja ali več španskih zgodovinarjev. Odločitev tudi tu ni bila prav lahka, saj je bilo možnosti tudi tu veliko. Končno pa smo se odločili, da širši slovenski javnosti predstavimo tudi za širšo špansko javnost napisano in Španiji zelo odmevno, lepo sprejeto sintezo 3 uglednih španskih zgodovinarjev. To sta medievist Julio Valdeón, odličen poznavalec zgodne srednjeveške zgodovine, drugi je odlični poznavalec zgodne novoveške zgodovine in latinsko-ameriške zgodovine, v Franciji živeči Josep Perez, in tretji za sodobno obdobje avtor je Santos Juliá, eden najpomembnejših sodobnih raziskovalcev španske zgodovine 19. in 20. stoletja. Zgodovina Španije teh 3 avtorjev je prvič izšla pred več kot 20 leti. Nato pa v zadnjih 2 desetletjih v številnih dopolnjenih in aktualiziranih izdajah še večkrat, zadnjič leta 2021. Naš prevod je prevod izdaje iz leta 2015, časovno pa obsega knjiga po kratkem uvodu v prvih kulturah na Iberskem polotoku, rimskih Hispaniji in Vizigotskem kraljestvu, dobrih 1300 let španske zgodovine, od leta 711, ko je berberski arabski vojskovodja Tarik ibn Ziyad na čelu arabske vojske začel osvajati Iberski polotok
in sega potem do leta 2011, ko so se morali po parlamentarnih volitvah poraženi španski socialisti pri vladnem krmilu umakniti tedaj zmagoviti ljudski stranki. Knjiga je napisana pregledno in berljivo, je pa seveda v izvirniku namenjena predvsem španskim bralcem, kar je prevajalcu in urednikom, ki so morali ponekod dodati kakšno dodatno letnico ali kratko dodatno informacijo, da bi so pojasnili kakšno ime ali dogodek, je ta knjiga potem vzela veliko več časa in zato ta manjša zamuda pri izidu. Toliko za začetek, prosim. Hvala lepa za to pregledno predstavitev. Zdaj pa bi se obrnila k profesorju Marku Štuhecu in bi prosila, da nam morda predstavi, katere so tiste osrednje točke ali pa osrednje teme ali pa tudi osrednja obdobja, ki bi jih iz te zgodovine Španije izpostavili. Hvala lepa. No, pravzaprav težko je reči, kaj so osrednja obdobja, ne? Zato, ker v nekem smislu je vsako obdobje osrednjo, ne? Pač odvisno od tega, za katero obdobje se zanimate. Zdi se mi, da so pravzaprav obdobja zelo uravnoteženo predstavljena, ne? Približno 2/3 ali pa skoraj 70% celotne knjige je namenjeno obdobjem nekako do 1900, kar je relativno dobro razmerje za starejša obdobja. Namreč v španski zgodovini, seveda, ki je izrazito, bom rekel, kompleksna ali pa zapletena, so seveda starejša obdobja pravzaprav od naselitve germanskih plemen, to se pravi Vizigotov, lahko rečemo formativna obdobja. To pomeni, da so izrazito oblikovala ali vplivala na dolgotrajne procese v zgodovini. To se pravi od rimske Hispanije, to se pravi od recimo temu romanizirane Španije in potem prihod germanskih plemenov Vizigotov, najprej začenjal spreminjati to podobo in potem prihod Arabcev v začetku 8. stoletja izrazito oblikoval špansko zgodovino in posledice tega so pravzaprav vidne zelo dolgo, mogoče celo do danes lahko rečemo. In eno zelo pomembnih odlik te knjige je ravno prikaz pisanosti, ne samo politične pisanosti, ampak zlasti kulturne in gospodarske pisanosti recimo temu španskega prostora v srednjem veku. Tudi to, da je zelo velik poudarek na kulturni in gospodarski zgodovini, se mi zdi, da je zelo pomembna odlika te knjige, ker pravzaprav pokaže na to, kako pomemben tudi za evropsko zgodovino je bil ta prostor, kjer so se srečevali na eni strani arabski vplivi ali pa recimo arabska kultura, ki je veliko dolgovala torej grški kulturi in potem ta krščanski takole, bom pojedel ta mikrofon in krščanska kultura, krščanska vednost, kako je pravzaprav španski prostor, recimo zlasti Toledo, bil pomembno križišče in, kako bi temu rekli, kretnica v, torej, mi temu rečemo kulturni transfer, to se pravi prenosu kulturnih značilnosti ene kulture v drugo kulturo. Hkrati je pa seveda potem tu zelo jasno ta španska zgodovina pokazala, kako je potem ta veliko zahodni krščanski del to kulturno pisanost tam od konca 15. stoletja, začetka 16. stoletja naprej izrinil. Z tega vidika se zdi meni zelo zanimiva možnost primerjave med španskim prostorom in balkanskim prostorom. Namreč to, kako bi še rekel, te multiple identitete, ne bom spet preveč kompliciral rekel, te različne kulture, zlasti vprašanje islamizacije, ki jo najdemo tudi potem na balkanskem polotoku, recimo v Bosni, kako in zakaj se ljudje spreminjajo tako temeljno, kaj bi rekel, temeljno značilnost svojega življenja, kot je vera, zakaj in kako se to dogaja, je torej na podlagi te španske zgodovine, ki jo bomo dobili v slovenskem prevodu, zelo hitro mogoče torej prenesti tudi na balkanski polotok. Potem seveda je pa to zlato obdobje španske zgodovine, 16. in 17. stoletje, v tej knjigi tu zelo jasno predstavljeno, ne samo z političnega vidika, ne smemo pozabiti, da je Španija v 16. stoletju torej vodilna
torej politična vojaška sila v Evropi, da v tem času pridobi ogromno torej kolonialno ozemlje, ne, pravzaprav obdobje Filipa II. Ne, je pravzaprav obdobje največje države v človeški zgodovini. Nihče ni pravzaprav toliko sveta obvladoval, kot ga je Filip II. Ne. In potem zelo jasen prikaz tega zatona španskega imperija in španske hegemonije in potem seveda postopne prevlade najprej Francije, potem pa torej Anglije v 18. stoletju in potem 19. stoletju. To se pravi ta zaostanek španskega prostora zlasti z vidika industrializacije in modernizacije, kljub zelo, kako bi rekel, jasnim in načrtnim poskusom zlasti v 18. stoletju moderniziranja španske monarhije, ne, je pač Španiji v 19. stoletju tega ni uspelo. Potem je pa seveda moderna španska zgodovina, ne, za katero je pa seveda tipično in za nas tudi najbolj pomembno, torej z slovenskega vidika, španska državljanska vojna. Ne. Mi ne smemo pozabiti, da je v španski državljanski vojni vendarle sodelovalo kar ne malo število Slovencev, ne, ki so imeli potem, Jugoslovanov, ki so imeli potem v času druge svetovne vojne v vojaškem smislu zelo pomembno vlogo. Ne smemo pozabiti, da so bili vsi štirje komandanti torej štirih jugoslovanskih armad leta 1945, vsi so bili španski borci. Skratka, ta izkušnja španske državljanske vojne je seveda izrazito bila pomembna tudi za jugoslovansko in slovensko zgodovino. Ne. Dobro, obdobje po drugi svetovni vojni, moram reči, da zato se ne spoznam prav zelo in bom raje s tem nehal. Hvala. Hvala lepa. Mi smo dali temu našemu današnjemu dogodku naslov premišljevanja o Španiji, ravno omenili ste tudi špansko državljansko vojno in zakaj smo tak naslov nadeli. Edvard Kocbek je napisal premišljevanje o Španiji, tudi spis, in seveda smo na ta način poskušali tudi malo osvetliti to navezavo na slovensko literaturo in slovensko-španske odnose. Zato se zdaj obračam gospe Mariji Uršuli Geršak, ki je predvsem poznavalka sodobne španske zgodovine, pa bi morda nam povedali nekaj tudi mladim Španija danes, Španija v polpreteklem obdobju, kaj so tiste najbolj osrednje značilnosti, ki jih potem seveda tudi ta knjiga, ki govori skoraj tudi o 21. tisočletju prinaša. Izvolite. Hvala. Če dovolite, bi se najprej res zahvalila za to pobudo in izvedbo kolegov zgodovinarjev za izdajo zgodovine Španije v slovenskem jeziku. To je en tak velika bela lisa, tega pri nas nismo imeli in zelo malo tudi poznamo pravzaprav zgodovino Španije, tako da je to res dobrodošla pridobitev. Tudi zelo dobrodošlo je, da ta zgodovina govori do leta 2011, če sem prav razumela, kar je seveda tudi zelo pomembno, čeprav seveda pri samih zgodovinarjih interpretacija je verjetno lahko tudi različna, se pravi čisto najnovejše zgodovine. Moram pa reči, da se počutim tukaj kot v Španiji, ker je šunder tak, kot ko še nam baru na kakšni španski terasi zunaj. Glede novejše, se pravi zgodovine morda po sami državljanski vojni, kar je že omenil profesor Štuhec, bi morda izpostavila samo dolgo obdobje diktature. V Španiji je do leta 1975 vladal diktator Francisco Franco, ki je zelo omejil pravice, svoboščine ljudi, morda ker je mlajša publika, predvsem pravice žensk, ženske skoraj so bile brez pravic, če malo pretiravam, recimo brez privolitve moža ali očeta do 26. leta, če so bili samske, niso smele delati in tako dalje. Po letu 1975 nastopi obdobje tranzicije, demokracije, z svojimi težavami, vendar lahko danes rečemo, da je Španija članica Evropske unije, moderna država, na nekaterih področjih, predvsem na področju socialnih pravic, ena najnaprednejših držav v Evropi.
sprejete ima številne zakone o enakosti spolov, o skrbi za pomoči potrebnih, o enakopravnosti homoseksualnih parov, možnosti poroke, se pravi, na tem področju je verjetno ena najbolj naprednih držav. Morda bi še omenila samo to, da je Španija večjezična država, v njej se govorijo 4 jeziki, ne samo kastilščina, španščina, ampak tudi galiciščina, baskovščina, katalonščina in ravno na tem tudi sejmu smo imeli včeraj priložnost spoznati to raznolikost Španije, bile so prisotne pesnice tako iz Baskije in Galicije, ki pišejo prav v teh jezikih, ki so manjšinski jeziki znotraj Španije. Tako da tudi Španija sama v času diktature to ni bilo prepoznani, ti jeziki se niso smeli uporabljati, danes pa to postaja seveda večjezična je in večkulturna država. Toliko malo prilagojeno zaradi mlajšega občinstva. Hvala lepa. Morda smo že malo navezali te stike med Španijo in Slovenijo. Govorimo seveda o pomenu tudi, bi rekla, španske literature. Kadar govorimo o zgodovini, nikoli ne smemo govoriti samo o nekih zgodovinskih dejstvih, ki so se zgodila skozi neko časovno obdobje. Zgodovina je seveda vedno tudi, kako je potekala kultura naroda, kako se je razvijala književnost, druge umetniške dejavnosti. In morda bi se obrnila na vas, gospod Alejandro Rodriguez Díaz del Real, da mi malo nam ponazorite, kje so bila ti stiki med špansko kulturo in slovensko kulturo v preteklosti najmočnejši. Dobro, jaz vnaprej se opravičujem za slovenščino, če ne boste razumeli, naredite tako in jaz bom poskusil prilagoditi. Je zanimivo, da je Slovenija kot del bivše Jugoslavije in ni samo bivše Avstrijske in Habsburžani, zaradi tega sva se prej pogovarjala, da se poznamo in se ne poznamo, smo v Evropi in včasih je španska vas, Španija je daleč, manj daleč zdaj, ker gremo ali greste ali gredo drugi Evropejci na potovanje z letalom, letalske in tako, je zelo bliže kot prej, ampak hkrati je tudi zelo neznana, čeprav delimo skupno zgodovino od vsaj renesanse. Jaz bi rekel, da medije tukaj, da živimo ne samo v Sloveniji, povsod v Evropi, v Zahodu, v kakšni diktaturi, medijski diktaturi sedajnosti. In se je treba samo malo poglobiti in ta knjiga točno to naredi. Končno smo hvaležni, da se kontrastira tudi, kar se dogaja naprimer v Kataloniji in kaj se je dogajalo v 13. stoletju v aragonski kroni. Aragonsko kraljestvo kot del mediteranska velesila in predhodna nekaj komercialnega imperija, ki je bilo že prej od tega, kar se je potem pozneje zgodilo v Ameriki, poznanko Amerika potem. Zato je tako uporabna ta knjiga, ker končno se kontrastira, ko rečem končno, verjetno ni samo to material, ampak to pomaga res. Ena taka knjiga, kar se tiče Julio Valdeón, srednjeveška doba, da se poglobimo in da ne ostanemo samo na medijski sedajnosti raven, da preteklost je tudi del sedajnosti in to je treba vključiti. To, kar se tiče naprimer Aragonsko kraljestvo, kar se tiče tudi seveda Katalonija, kar se tiče tudi meja Španija, zgodovina Kastilije, Španije, Aragonija, Granade, je bila tudi zgodovina meje in to ima analogije za Balkan, za Bosno in Hercegovino seveda. In rečem analogije, ker ni pravzaprav ista stvar, ampak so paralelizmi, so nekateri stvari, ker
v Sarajevu, v Granadi, v Toledu ali v Istanbulu so paralele. Ne? In to se mi zdi obogatitev. Hvala lepa. Toliko za enkrat. Hvala lepa. Zdaj smo že načeli to vprašanje, seveda pomena izdaje take knjige v slovenskem prevodu. In če pogledam zgodovino Beneške republike, je bilo dodano takrat zgodovini tudi posebno poglavje Beneška republika in Slovenci, torej ta stik in vpliv. Ali načrtujete kaj takega tudi ob izdaji zgodovine Španije, španske zgodovine? No, zdaj, pri Beneški republiki je le tako, da je Beneška republika pravzaprav segla na to ozemlje in je bila naša najbližja soseda oziroma del slovenskega prebivalstva je bil seveda tudi nekaj časa vključen v to Beneško republiko. Druga stvar je pa seveda Španija, ki je bila pravzaprav za slovenski prostor vedno daleč. Je pa res, da se že v poznem srednjem veku potem pride do prvih Roman v Santiago de Compostela. Tudi, mislim, da so romali tudi celjski grofje prek, na to dolgo pot so se odpravili tudi celjski grofje. Ampak vendar nekih takih intenzivnih stikov pa pravzaprav do 20. stoletja ni in se potem vzpostavijo šele, kot je bilo rečeno, špansko državljansko vojno, kjer se je boril, če v spominu rečem, zdaj le več kot 500 slovenskih borcev oziroma več kot 500 Slovencev. Ampak vendar, Španija je bila na primer veliko del te slovenskega prostora kot Francija, ki je že od francoske revolucije že prej vzbujala veliko pozornosti, potem pa seveda z napoleonsko in francosko zasedbo v časi ilirskih provinc približala Francijo temu prostoru. Španija je bila pa seveda tam daleč stran, rečemo, in zato se mi zdi, da je pravzaprav res prav, da enkrat to špansko zgodovino tudi slovenskemu bralcu približamo. Tisto, kar se je meni zdelo v tej knjigi pravzaprav najbolj zanimivo, je, kako se je pravzaprav Španija zelo počasi združevala. Kako je bil ta proces notranje integracije Španije počasen in kako, kot vidimo danes, ni bil nikoli dokončan. In da so problemi, s katerimi se Španija sooča danes, s katalonskim, baskijskim vprašanjem in tudi drugimi notranjimi problemi na tej večni diskusiji centralizacije ali pa federalizacije države, da pravzaprav so to teme, ki so še danes aktualne in ki še danes niso najdle svojega zaključka. In zato se mi zdi, da je ta knjigo treba seveda brati od začetka do konca. Hvala lepa, izvolite. Jaz bi dodal v zvezi z, dobro, ne bom rekel špansko-slovenskimi stiki, ne, ampak glede poznavanja španščine, španske kulture pa vendarle, ne, v privatnih knjižnicah kranjskega plemstva, oziroma plemstva z tega področja, v 17. stoletju vendarle najdete nekaj španskih knjig, knjigi v španskem jeziku. Ne zelo veliko, ampak vendarle, ne. Tudi korespondenca torej kranjskih plemičev izkazuje nekaj pisem, ki so pisana v španščini. Pa samo ne tako malo, mislim, malo ljudi je, ki so to, ampak vi imate recimo Gallenberge, ki si med seboj dopisujejo iz Rima, ne, eden od Gallenbergi so bila familija plemiška, ne. Eden je bil v Rimu in piše, ne, v italijanščini piše svojemu bratrancu, ne. Moj učitelj španščine, pravi, ne, tam sredi 17. stoletja ali pa 760, mi je predlagal, naj preberem knjige Lope de Vege. In sem prebral knjige Lope de Vege. Skratka, bilo je neko poznavanje. Ne? Vse to poznavanje ali pa interes za španski prostor pa izhaja iz političnih razlogov ali pa iz dejstva, da je v Španiji in v avstrijskem delu ali v nemškem delu, ki je neposredno obvladoval naš prostor, je vladala ista dinastija in med tema dvema dinastijama je bilo zelo veliko kontaktov, preveč kontaktov, ne? Zaradi tega so verjetno Habsburžani v Španiji tudi izumrli. In je bil vendarle del slovenskega plemstva, torej plemstva na slovenskem, ne, torej te družbene elite do te mere povezan z Dunajem, ne, da je tukaj interes, ne, ker na Dunaju je pa bil velik interes za Španijo in tudi za španski jezik. Ne. In so diplomati, ki so hodili na Dunaj, znali špansko. Ne.
In je tudi en del tega družbene elite iz Slovenije bil, bi rekel, toliko blizu, ne, družbene elite na Dunaju, da je od tod prihajal potem neki interes. Ne. Potem pa seveda ta povezave slovenskega prostora z Italijo, ki je bila velik del pod špansko oblastjo. Ne. Tudi iz tega vidika je treba ta interes, ne, ki ni bil zelo velik, ampak je vendarle obstojal, ne, za španski jezik in za špansko kulturo torej razumevati. Seveda to se nadaljuje tudi v 20. stoletju in zlasti v prvi polovici 20. stoletja se zelo poveča zanimanje za špansko literaturo. Ne. Mislim, da je treba tukaj le omeniti kot Lebnov prevod Don Quixota, ne. In seveda potem tudi, če gledamo slovenske književne revije tistega časa, veliko zanimanje za špansko literaturo. Ampak vendar Španija kot država politično je pa še vedno tam daleč nekje in teh stikov direktno pa pravzaprav tudi v 20. stoletju do novejšega časa ni bilo. Ja, hvala za vse te vzpodbudne omembe, povezav. Zdaj, če sama presojam po svojih otrocih, je Španija seveda zelo priljubljena, nogometni klubi, tudi nadaljevanke v španščini. Se mi zdi, da vendarle nekako tudi samo zanimanje za študij španskega jezika je morda doživlja kakšno renesanso, vzpon, opažate kaj takega morda? Ja, glede študija španščine, vsekakor je bil boom, ne, pred kakšnimi 5-10 leti, zdaj pa se nekje število se je ustalilo. Imamo zanimanje za študij španščine. Je pa res, da predvsem je treba morda razbiti te stereotipe o flamenku, bikoborbah, vročini, Lorki in Cervantesu. Je pa to seveda zanimivo, ne, ker to so ravno stereotipi, ki jih je španska država izvozila, ko se prvič pod Frankom začenja odpirati, ne, v 60. letih 20. stoletja s sloganom Španija je drugačna in so ravno ti stereotipi, ki jih tudi izvaža, ki so se nekako tudi prijeli. Imamo pa zanimanje, imamo zelo dobre študente, imamo zanimanje za študij, tako da glede tega nas trenutno ne skrbi. Hvala lepa. Vsekakor se mi zdi prav morda, da to predstavitev in ta pogovor vendarle, glede na to, da predstavljamo knjige, da je naša založba izrazito tista, ki želi poudarjati seveda tudi literaturo, da morda ta pogovor zaključimo. Gospa je že omenjala stereotipi ali pa tudi profesor Štuhec, Cervantes in tako dalje, prevedeni. Kaj je tisto, kje so tiste lise v literaturi, ki jih slovenski bralec še ne pozna, kaj priporočate našim poslušalcem današnjim, da bi bilo potrebno morda še prevesti tudi na področju leposlovja v slovenski jezik? Prevedeno je dosti, ampak ni dovolj. Če gremo tukaj zraven, vidimo en reprezentativni zbor, kaj je Javier Marías, La Mula, ni od Javier Marías, sem tudi bral. Jaz včasih se vprašam tudi, kaj je zanimivo in včasih tudi sem presenečen, kaj se dobro bere in kaj se ne bere. Ne? In to je zelo zapleteno in zelo težko predvidevati, kaj bo uspešno in kaj ne. Zdaj opažam, da je boom od mladinske literature in to je sigurno dobro, ampak je treba dati skozi, mislim, dejstvo, da jaz sem Španec in Slovenec, sigurno omejuje, kaj bi moja presoja, kaj bi bilo treba. Jaz nisem ekspert, nisem strokovnjak, kar se tega tiče in po mojem je to težko dobiti eno idejo, kaj bo uspešno za prevest. Ne vem, če moja kolegica ima kaj boljšega.
Hvala vsem, da ste danes prišli in povedali, mislim, da na nek način osvetlili tako Španijo, njeno preteklost, tudi njeno sedanjost. Torej, iskrena hvala današnjim gostom in seveda hvala vsem poslušalkam in poslušalcem, da ste v tem, bi rekli, španskem hrupu vzdržali z nami do konca. Hvala torej vsem in berite špansko zgodovino in tudi špansko literaturo. Hvala lepa.